En lep dober večer voščim vsem gledalkam in gledalcem VTV televizije in oddaje Najvižja. Ja, teden je zelo hitro naokoli in danes bomo zopet v dobri družbi prijetnih glasbenih gostov, ki prihajajo iz ilirsko-bistriškega in pivškega konca. Z nami so, zelo sem vesel, ansambel Fantje spod Šilentabra in začnemo z njihovo veselo polko z veselim srcem voščim. Uživajte! Z veselim srcem voščim svoj ljubci dober dan, da ona ne pozabi na ledi samski stav. Se dekle veseli, pri fantu rada spi, zato v nedeljo zjutraj se srce žalosti. Bistra voda teče, eno dekle pereglan, za njo pa pride fantič, korajžen kot soldat. Dekle, lepo idi sem, da nekaj ti povem, če hočeš moja biti, te vzamem jaz tvoj sem. Dekle, lepo idi sem, da nekaj ti povem, če hočeš moja biti, te vzamem jaz tvoj sem. Še možila mi mamca branijo, reko, da sem premlada, da se mi ne mudi. Še nimam 16 let, ne smem še fanta imet. Oj, fantič, lepo čakaj, če hočeš me imet. Čula, da velik smi igraus, da hodiš tja k sosedu, zapravljat, kar imaš. Igraš tam na vso moč, prekratka ti je noč. Ne daš si prej pokoja, da vas denar je proč. Igraš tam na vso moč, prekratka ti je noč. Ne daš si prej pokoja, da vas denar je proč. Fantje spod Šilentabra so z nami in začeli smo z eno poskočno polko in verjamem, da bo današnja oddaja prava paša za vse naše zveste gledalke, predvsem za gledalke, smislu reči, ja, za gledalce verjetno ne, in tudi z veselim srcem vam voščim jaz en lep dober večer. Dober večer vam in seveda gledalkam in gledalcem. Za gledalce smislu vizualno, bog ne dej, da kaj drugega imate krasne glasove, krasno igrate in sami Ornk, fantje ste prišli. Ja, enkrat na enemu nastopu je rekel, da pride eno tono muzikantov. Lahko bi bili tudi tonski muzikanti, a ne? Ja, lahko bi bili, ja. Ok, kakšna je bila pot?
Tako, v bistvu smo prav malo presenečeni, ker na zadnje smo hodili na festivalje, po vse te nastope smo kar dosti časa preživeli na cesti, lahko bi tudi vstopnino pobirali oziroma cestnino. Danes smo pa kar lepo prešli tekoče, tako da smo bili že malo pretle, celo pijačo smo si privoščili, tako da smo čist fajn. Kje ste pa avtobus parkirali? Avtobus je pa na avtobusni postaji. Ne, ker ta prvo me je zanimalo, kako ste prišli in vseh 8 fantov dejansko je prišlo z kombijem. Ja, tako drži. Ampak ne smemo pozabiti, da imaš s sabo še 5 harmonik, pol imamo berdo. Vse tu ni tako težko peljati, kot če bi imeli naprimer eno žensko v ansamblju. Pa sem že prej rekel, da verjetno dlje kot do Vrhnike ne bi prišli. A ste pa že pobrali kdaj na poti kakšno štoparko? Ja, se nimamo kam dati. Tako sam vprašam. Fant je spod Šilentabra. Tako. Kje je Šilentabr oziroma kaj je to? Tako ja, kot je bilo že omenjeno, prihajamo iz okolice Pivke in Ilirske Bistrice. Šilentabor je pa en hrib, ki je na sredini med tema dvema krajema. Mi pa prihajamo z vasi, ki so z obeh strani tega hriba. No? Tako da tisto stran na Košansko dolino, pa drugo stran Knežak, Bačin, ti kraj, tisti, ki jih poznajo. Ja, res je. David, ti si znan obraz, že 20 let pa še več si igral z ansamblom Narcis, je tako? Drži. In leta 2021 si se odločil, da pokličeš svoje sošolce in da naredite ansambl. Ja, v bistvu nismo sošolci, ampak smo prijatelji bili. To je bila v bistvu taka čisto ključna zgodba. Imel sem eno staro harmoniko, ki smo jo kupili od Lojzeta Slaka. To je bilo leta 92, tam nekje sem se tudi na njo učil. Potem pa sem, ki pač nisem potem več uporabljal, potem sem pa enkrat, ko sem pospravljal doma studio, sem to harmoniko potegnil ven. In sem mislim, da sem jo sliko pa objavil na Facebook, seveda so jo teli vsi slišati. Potem smo pa s kolegom Mitja posnela en tak kratek video, eno pesem smo malo zapela. Potem je pa prišla ideja, da bi tu skupaj zložili še berdo pa kitaro, ne. Potem smo rabili še glase, ne, in potem ja, vsak mora svoje delati, ne, tako zato je 18 v ansamblu in vsak ima svoje delo. In potem je tako, v bistvu namen je bil, da se posname en video spot, tako za spomin na tisto harmoniko. Tako da potem, jaz bi rekel, da potem v enem tednu smo bili že v studiu, posneli 3 videospote in potem smo pa videli, da ta zadeva ne bo samo tam ostala, tako da zdaj je tega že več 10 spotov in tako naprej. Tako da smo kar pridni bili, no moram prav reči, da nismo bili že prej vajeni tega tempa. Zelo pridni ste in to ste sami izkušeni glasbeni mački. Noben ni začel z glasbo pred 2 letoma, ampak vsi ste že odprej, tudi vaši pevci imajo daljšo kilometrino. Tako ja, 3 od pevcev imajo tudi še en ansambl, potem 3 smo v eni klapi še zraven, potem s kitaristom so bila pri Narcisu, tako da Franjo tudi igra že, on pa ne samo 20 let, bo pomeni, da že 40. Tako da ja, ni nobeden, tako da bi tudi prvič smo se pa zbrali, skupaj smo pa prvič zaigrali 2021. Super. Takrat je bila, najhujše koronsko obdobje? Ja, smo na črno. Na črno. Takrat je bila ja v bistvu najhujša korona, sami imamo kar tako precej veliko garažo doma, no pa dajmo reči, da smo delno upoštevali te napotke. Jaz sem mislil, da boš rekel, da imate veliko klet pri vas doma in v sodih veliko razkožila. Sej klet se drži garaže, tako da... Ok, se mi je zdelo, da nekaj takega. Slišali smo prvo skladbo, ljudsko skladbo, to je bila priredba. Tako, ja. Imate radi ljudske skladbe in odkot pravzaprav ljubezen do njih? A so to že vas vzgajali starši, a ste to sami vzljubili? Mi smo v bistvu vsi, tako precej doma v narodno-zabavni glasbi. Zdaj, ta ljudska glasba je pa tista, ki tudi, ne vem, v glasbenih šolah povsod se začne s to pesmijo, potem se ta pesem nekaj časa pozabi, ko prideš v tista leta, pa ko spet rataš malo starejši, pa se spomniš za tisto, pa sploh ni bilo tako slabo. Tako da potem smo tudi te ljudske, predvsem pa smo potem tudi od Slaka, sej Lojze je imel tudi dosti ljudskih pesmi. Tako da ja, imamo radi to glasbo in zato jo tudi izvajamo na tak star način, s starimi inštrumenti. Probamo, da je čim bolj avtentično, tako kot je tisto to pravo slovensko. Krasno in to je super slišati in v tej poplavi, bom rekel, mladih ansamblov in teh modernejših ritmov je pravi balzam za ušesa, vaša glasba. Ja, v bistvu je že inštrumenti že sami po sebi zvenijo drugače kot ti novejši inštrumenti, tu ni tako točno, niti ne stoji tako fajn skupaj, moraš paziti, kaj delaš s temi inštrumenti, ampak imajo pa svoj vrsten zven, pevci pa ste slišali. No? Ja, krasno, krasno je. In najbolj, da gremo kar naprej, še veliko skladb bomo slišali in naslednja bo avtorska ansambla fantov spod Šilentabra. Glejte, že ptički prepevajo, uživajte v krasnem valčku.
se že ptički prepivajo, pesem prelepo, ki čakal sem jo. Pesem, ki poje v ljubezni mi, ki sem jo čakal že leta 3. Ko pomlad pa prišel je čas, da grem dekletu zapet na vas. Ptički mi moji pomagajte, da jo zasnubim lev. Čiv, 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 čiv. Pojem ti, draga, najlepši spev. Čiv, 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 čiv. Škarjanček pomaga, še lepše zveni. Čiv, 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 čiv. Naj spanca te prebudi petje ptic. Čiv, 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 čiv. Ljubim te, draga, vse dni. Prišla je nova pomlad, pri naši hiši veselo je spet. Saj ptički srečo prinesli so, ker vzlik, ki smeje se dete lepo. Ptički prepevajte še naprej, pojte na glas lepe pesmi te. Naj petje lepo prebuja vse, polni nam dušo srce. Čiv, 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 čiv. Pojem ti, draga, najlepši spev. Čiv, 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 čiv. Škarjanček pomaga, še lepše zveni. Čiv, 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 čiv. Naj spanca te prebudi petje ptic. Čiv, 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 čiv. Ljubim te, draga, vse dni. Čiv, 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 čiv. Naj spanca te prebudi petje ptic. Čiv, 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 čiv. Ljubim te, draga, vse dni. Slišali smo krasno skladbo, krasen valček, krasne vokale, krasno trio izvedbo in tukaj v našem studiu se čuti taka prava moška energija in jaz grem zdaj do pevca Janeza. Janez, dobro večer. Dobro večer, dobro večer. Zdaj, da naštejem vse pevce. Mitja, Janez, Marko, Martin in Boštjan. Točno. Se fajn počutite vsi? No, Ste v redu? ne bomo komplicirali. Ne? Ne imamo. Lahko bi bilo kaj pijače, verjetno malo več, drugače pa... Vse imamo zadaj. A še v kombiju, še Ja, sod pijače? Dolga runda. Dolga runda, ok, super. Super, ste res krasni glasovi. Povejte mi, se pogosto družite tudi izven odrov, oziroma imate pogosto vaje? Ja, mislim, zadnje cajte je malo bolj, ja. Malo bolj, zakaj? Družimo se pa tako, ko smo skozi skupaj, več kot s ženami, ne? Več kot ženami. Ok, kako pa žene gledajo na to? Vas podpirajo fest? Ne, podpirajo, nas spodbujajo. Spodbujajo in so veseli. A se pol tudi, recimo, ko se vi dobite, pa greste na špil, a se vaše žene tudi dobijo, pa grejo v shopping pol? Ne, v shopping ne grejo z nami. Z vami Je, grejo? ker nas morajo pol prepeljati nazaj domov. Ja. Ker reči mi, vse jaz sam domov ne. Ja, verjetno misliš, ker ste zaspani že fejst, ne, kaj drugega je težko pol peljati domov, ne? Vse veš po sebi, ne? Vem, kako je. Pa voda je tudi verjetno vaša najljubša pijača, ne? Ja. Imamo, rekel, nasplošno tako, ne? Nasplošno tako, kak deci rdečega pa belega se tudi preleže. Ja, malo. Ja. Malo. Pazimo na zdravje. Ja. Janez, se ti pravi naslov, če bi jaz rekel, da ti upišeš malo naše fante, recimo pevce, da bi ti bil za pevce zadolžen. Rekli so mi prej, ko tebe ni bilo zraven, ne, Janez, da si ti največji govornik, kar se tiče pevcev in da moram jaz tebe vprašati. Ne.
Ne, jaz sem najbolj zadržan, tako umirjen. Res? Ja. A predlagaš, da grem kjermu drugemu mogoče? Prosim, ja, pojdimo vprašati naprej. Kateri je najboljš, da grem mogoče? Najmlajši je Martin, on je tak, zgovoren je. Super. On je najmlajši, on je poznal mrske. Ja, te grem pa do Martina malo. Martin, dobrodošel, tudi ti. Pozdravljeni. Pozdravljeni, ti si najbolj zgovoren fant. Ne vem, če sem njih najbolj zgovoren, ampak me pa radi potunkajo, ne? No, okej. Enega treba nadrsati, V ne? redu. A pol tudi ponovadi, če greste s kombijem, ti furaš, zato ker si pač najmlajši. Ne, tu imamo pa mi našega šoferja, tle je ta glavni šofer. Res? Ja. A šofer tudi poklicno, ali? Je malo bolj starejši in ima več izkušenj, ne? A, te gledate na Tu to? gledamo, ja. Ok, pol ti ne boš rabo nikoli voziti, verjetno. Ma včasih tudi jaz peljem, to ni problem. Peleš. Ampak se pa rajši peljem, ne? Ja, se pa reči peleš zraven, ne? Ok, kaj drugače, Martin, kaj ti počneš drugače v življenju? A se samo s petjem preživljaš, ali še hodiš v službo, v šolo? Da v službo treba hoditi. V službo je treba Ja, hoditi. muzika ne prenese za dosti. Ne. No, Ne, muzika je za veselje. Pač pa veselje. tako je, tako služba mora biti. A se še ukvarjaš s čim drugim? Je še čas za kak drug hobi, mogoče, poleg glasbe? Poleg glasbe pojem zbori, pa poleg glasbe špilamo še jaz, Janez pa Boštjan. Eno takmo trio to. Pa mladi očka, ne? Mladi očka Mladi si. očka, ja. Čestitke. Mislim, to je že leto pa malo več mimo, no. To je v redu, pa Dobro. vseeno si mlad. Najmlajši očka Najmlajši v tej očka. družbi. No, ok. Koliko številčno družino pol imaš? Je to bil prvi? Zaenkrat je prvi sin. Super, krasno. Kaj bo cajt prinesel, bomo pa videli. Bomo pa videli, a ne? Tako. Okay. Hvala ti za pogovor. Zdaj grem pa malo do Davida. David pravi, da cajt nič ne prenese, da boš mogel ti zraven dati malo. Ja, najprej mogo biti malo doma, ne? David, malo sem zdaj tudi vaše pevce povprašal. Taki fajn ljudje, taka fajn ekipa ste, sproščena ekipa, že prej zunaj sem videl, da se veliko smejite. Kdo je pa drugače zadolžen recimo za tak na špilih pa porokih? Tudi vemo, da mora biti kak vic pa malo šov programa mogoče. Kdo je pa za to zadolžen pri vas? Mislim, tu ni načeloma ni nek hud problem, ne, ker je toliko, ko nas je, če eden tiho, že drugi nekaj pove. Zdaj na televiziji je sicer malo drugače, ponavadi govorim več ali manj jaz, ampak ni tu nek tak problem. V bistvu tudi, ne vem, te stvari se veš, kako je, ne, ker se ta zadeva začne poklapljati skupaj, pa se malo nazdravi, pa tako pa te besede tudi bolj stečejo. Ja. Tako da vsi nekako, kaj radi poropotamo, bi rekli, po naših koncih. Tako je. Ok, super. Zdaj so pa fanti bolj zgovorni, verjetno tako v kombiju, ko pa tukaj na Ja, televiziji. zdaj, mislim, ta naša potovanja so res taka... Podvig. Kar precejšen podvig. Ne vem, naprimer, če se spomnim, na zadnjih smo šli na Vurberg, Ja. smo na enem počivališču smo imeli en manjši gumi defekt, tako da je potem prišla mimo policija, ki nas je v bistvu smo izkoristili, da so posneli nam spot, da smo objavili na Facebook, moj avto in jaz se imava rada. Tako da tudi dosti tisoč imamo ogledov na teh družbenih omrežjih, tako da probamo skoristiti vsako situacijo in se imeti z tega lepo, ne pa zato smo tudi tukaj, ne pa da tukaj eden drugega utrujamo, ampak da se sprostimo. Ja, glih to sem hotel vprašati. Drugače pa verjetno je prvi pogoj, da je glasba dobra in da se dobro počutite, da ste vi med sabo verjetno dobri prijatelji, da ni nobenih zamer, da Ja, se morda tudi kdaj skregate, ampak hitro pozabite. To je pač tu vsaki, pa ne bo ansambel podjetja, karkoli pač, ker je večja skupina ljudi, sicer nek red mora biti, ne? Se pa tudi, seveda, pride tudi do nesoglasij, ampak zdaj odvisno je pač od ekipe, ne? Zdaj tukaj smo res taki ti pravi zbrani, da nismo še imeli nobenih težav, smo vse nekako rešili. Največji problem ponavadi pride vprašanje lakote, drugo pa res rešimo na hitro. No. Vprašanje lakote. To tudi meni gre skozi po glavi, veš. Ja, mogoče moli še tebe vzeti v bend. Sam pa bomo pa res mogli z avtobusom hoditi, a veš. Ja, pa sem bral, da ima Fiat, to je na stare kombije, malo večje. A še imamo en. Ja. Ne, je pa tudi res, da bi lahko recimo Martin, zdaj sem narobe rekel, Damjan recimo je najmanj skup, on bi lahko pa tudi na krilo enemu sedel, recimo. Ja, zdaj tako je, ne, zdaj študiramo teh kombijev, sem pogruntil, da imamo še en stol na sredini od spredaj fraj, sam je pa res mičken, ne. Ja. Zdaj ne vem, ali bi šli vsi na dieto, ali bi mogli sam ti tu se pali, tu so detaljčki, bi pali mi to rešili. Drugač pa vam prav paše, ker pravijo, da, kako že pravijo, da dobrega človeka ni nikoli preveč skupaj, ne? Ja, se tudi prazen žakelj ne stoji po konci, ne, in mi se tega prav res dosledno držimo. In jaz predlagam Damjanu, da se on malo zredi, da bo, a veš, on je sicer najbolj šlank, ne, moram še zdaj Damjana nekaj vprašati. Damjan, lep dobro večer tudi tebi. Dobro večer. Ti si bratranec od Davida, je tako? Je tako, ja. In
kaj, on ponovadi skozi govori, recimo ti si tako bolj skoliran, pa tih človek mi izgledaš. Ja, načeloma ja. Mislim, več ali manj, recimo v dnevu sem več ali manj tiho, ne? Ja, Pa pridejo kakšne poživila, pa mobil. Filozofiram mobil. Ja, vse je prav. Koliko sta narazen z Davidom? Ste se tudi otroštvo družila? Ja. Sta bila blizu skupaj doma? Sva se že metala po peskovniku. Res? Ja, sva v bistvu. Kdo je koga? Mislim, metu. Po moje sva kar eden drugega, ker takrat sem bil tudi jaz tako mobil, Aha, mož pri sebi, ne? Ja, Tako da ja. Se nisem kar tako dal, ne? ja, se prav. Drugače sva pa ja, na razlike enih, po moje, se pravi, med hišama je nekih 100 metrov recimo. Tako da sva se družila veliko že kakor mulca, ja. In še zmeren se družba in očitno se bova še kar naprej. No. Še nekaj časa, ne? Ja. Okay, naj povem še eno zanimivo, da se vsi trije instrumentalisti pišejo enako, penko. In da sta Damjan in David bratranca. Tukaj imamo še pa Franja. Franjo, lep pozdrav tudi tebi. Ti se držiš največjega inštrumenta. In zanimivo je, isto se pišeš, nis pa v žlahti nič, a je tak? Ja, zdaj, enkrat so me tudi vprašali, sem kar takoj odpalil, da nismo, ne vem, jaz pa res bi mogel malo to drevo življenja malo si Zrisata, ne? poštimati, ja, ker ba je naša rodbina tudi, jaz sem z Ilirsko-Bistriškega konca, ba je, da izhajajo nekje iz Pljuškega, zdaj pa. To moramo še preveriti, ker bomo starejši še. No, super. Tako da, le preverite in pol pridite še enkrat oddajo, ko boste preverili, da povemo, v kakšni žlahti ste si. No, ker je to tak, bom rekel, kar nenavaden slučaj, ne? Malo je verjetno v bendu triotov, ki se enako pišejo. Ja, se je bila od začetka šta ideja, ne, da bi bili trio penko. Ne, problem se veš, teh bendih tle danes jutri nisi, je pa problem, ker se Ja, pa moraš pa mesto prime vedeti. je bela cesta. Ne, Je boljše tako. To ni problem, ampak pa so stroški, pa Tako, dokumenti. To je res, osebno, ne moreš menjati pa kartice. Ej, uživajte, Franjo, tudi ti uživaj. Mi gremo pa naprej k lepimi skladbami. Naslednja bo polka in ker so fantje Primorci, ja, v čem naj pojejo, kot pa v lepi Primorski in Primorska ljubljena bo naslednja skladba. Smo fantje zbrali se na vasi, da zapeli bi in vriskali. Saj tukaj smo doma, kjer naša pesem se s ponosom igra. Tu smo doma, kjer pesem sliši se po vsej Primorski. Prelepa nam deželica, Primorska ljubljena. Prelepa nam deželica, Primorska ljubljena. Naša vedno brka je, nič ne ustavijo še burjane. Naj bo po dnevi ali po noči, kot teran zagreje me. Tu smo doma, kjer pesem sliši se po vsej Primorski. Prelepa nam deželica, Primorska ljubljena. Prelepa nam deželica, Primorska ljubljena. Primorska moja ljubljena.
Primorska, Ljubljana, mislim, da ni Slovenca, ki nima rad Primorske, oziroma naj vsaj poleti nas vleče v te primorske kraje, ob obalo. In zdaj smo slišali še eno avtorsko skladbo vašo in me zanima, David, s kom največ sodelujete? Tako največ sodelujemo z Rokom Švabom, vsi vemo, od kje prihaja. V bistvu zdaj za zadnje 3 pesmi, no je on v bistvu avtor v celoti, tako glasbe, besedila, aranžmaja, tako da evo, smo pripravljeni na naslednje 3. No, super. Kako pa začutite, fanti, oziroma kako se zmenite, pa rečete, ja, ta pesem je pa res za nas, ta nam pa odgovarja. Probate na vajah, ali rečeš ti, ta pesem mora iti, fantje? Začeli smo z Rokom, sva se enkrat srečala v enem studiu, na enem snemanju. In takrat smo mislim, da smo začeli, smo imeli prve posnetke. Rok seveda zadevo spremlja, je vedel, da smo se tega lotili. In smo se nekako pogovarjali, kako bi, pa kaj bi, pa potem nek časa ni bilo nič, potem je pa enkrat poklical, pa je rekel, da ima en komad za nas. To je ta skladba, v bistvu, ki je bila tudi ta prva, ki je bila napisana temu pevcu v spomin. In potem smo to skladbo posneli, šli tudi na festival Vurberg z njo. Tam smo prejeli nagrado za najboljšo vokalno izvedbo, pa Srebrnega zmaja. Potem se je pa zadeva odprla, no, tako da smo potem lani spet smo pa malo povečali količino teh pesmi. V bistvu ni bilo potrebno nekaj izbora delati, ker nam je Rok pač pozna glasbo, ve, kaj iščemo in je to v bistvu bolj enostavno dati enemu ansamblu, če nekdo ve, komu kaj daje. Ne. Tako da v bistvu ni bilo niti kaj izbirati, skladbe so, ne vem, kot ta, na primer, Primorska Ljubljana, so skladbe, ki zazvenijo od prve, zdaj mi tudi preveč ne kompliciramo z nekimi moli, pa ne vem, vse čim noter, ne. Tako da probamo, zaigramo, paše, do zdaj je pašlo vse, jaz upam, da bo tako tudi naprej. Absolutno, tudi mi upamo in Rok, ja, seveda ve, kaj vam paše in tudi sama rad, ko ga jaz poznam ljudsko glasbo in takšne enostavne, bom rekel, pod narekovaji, enostavne skladbe, ki pa niso sicer tako enostavne, kot se slišijo. Ja, na začetku zgleda, da je to pa res, da bomo pa to v 5 minutah naredili, ne? Ampak včasih je tiste te enostavne zadeve najtežje narediti, ne? Res je. Ker vsi bi neki, nobeden pa ne bi točno tisto, samo tisto, kar potrebujemo, nič več. David, moramo povedati, da tvoj inštrument, oziroma inštrument, ki ga igraš, ni samo harmonika, ti znaš še 10 drugih inštrumentov. No ja, če upoštevava še triangel, pa ja. Glavnem, ne našteva nekaj, kitaro. Kitaro, klaviature, bas kitaro, harmoniko, zdaj klaviature lahko našteva, vsaka jo znamko posebej. Ne, pustimo zdaj znamke, torej igraš. Bil sem tudi v tamburaškem orkestru, tako da... Kako si se tega vsega naučil? Kjer je bil tvoj prvi inštrument? Prvi inštrument je bila klavirska harmonika, ena taka zelena, ne vem, zadnjič sem videl po teh družabnih omrežjih, da se še zdaj dobijo, pa je stara po moje vsaj enih 40 let. Potem sem pa s klavirske, potem je stara mama dobila penzijo italijansko v naših koncah, pa smo kupili frajtonarce in takrat sem igral frajtonarca. Potem pa klaviature so bile pač v bistvu že v prejšnjem ansamblu neka zadeva, ki je pač mogla biti za zabavno muziko, ne, in jo ni mogel igrati, sem bil jaz. Potem sem šel v klapi, je bilo treba kitaro, ne, dobro, da sem prej na upravnih bendah že mal prav, da sem več sploh kam grem. Tako da kitaro, potem bas je nekje vmes se enkrat pojavil, tako da sproti smo to nakladali. Krasno in super je, če imaš toliko znanja, ker znanje ti ne mori vzeti, ne? Točno, se tudi teh harmonik noben neče vzeti. Čeprav jih ne igraš edini v bendu, a ne? Ne. Imamo še nekaj harmonikarjev, koliko si nisi prebral. Ja, neki Boštjan igra, pa Martin, pa Mitja se je tudi učil, Marko še dela na tem, Janez igra harmoniko, ja. Franjo pa jo ima tudi doma harmoniko, tako da... Super, da lahko sestavite pravi harmonikarski orkester. Ja, bliže kar tak, to prav orkester, ja, če bi vsi prijeli. Super, gremo naprej s skladbami, slišali bomo skladbo Moja ladja. Tako. To je tudi priredba. To je priredba, skladbo je izvajal ansambel Nika Zajca. Preden, v bistvu, ko smo skladbo snemali, smo bili tudi v kontaktu s soprogo gospoda Nika Zajca, tako da v bistvu vprašali smo za dovoljenje, no, čisto po domače povedano. In ta skladba nam je, posebej našemu pevcu Markotu, že takoj, ko smo jo zaigrali, oziroma, ko sem jo že slišal, sem njega slišal, pet sem že vedel, katero skladbo bo nekoč vam pel, tako da je res tako, kako mu paše. Super, krasno, mi se že zelo veselimo in tudi naše gledalke in gledalci se veselijo, da slišimo ta krasen, znan valček Moja ladja plove v izvedbi fantov spod Šillentabra. Uživajte. Plove
tja, kjer so palme, tja, kjer so sanje, moja ladja plove, plove tja v noč, tja na obale, med nove ljudi. Trihnite sidro in gremo naprej, na tista morja, ki nimajo men. Modro je morje in modro nebo, galebi kričijo v jutro novo. Ladja plove, plove tja v daljo, tja, kjer so palme, tja, kjer so sanje. Moja ladja plove, plove tja v noč, tja na obale, med nove ljudi. So sanje, resnica sedaj, končno na ladji se piljem v raj. Tam druge so zvezde in drugi ljudje, lepa dekleta sprehajajo se. In drugi ljudje, lepa dekleta sprehajajo se, lepa dekleta sprehajajo se. Moja ladja plove, ta pesem je nas pa kar malo ponesla na morje, v dolge večerne ure, ko je bilo še bolj dolgo svetlo. Boštjan, dober večer, ti si dobro. Odlično. Marko je to super zapel, super leži ta skladba Marko in pa seveda vsem vam. In vam se prav vidi, kako uživate, to lahko povem z prve roke. In zakaj je glasba užitek, povej mi, Boštjan. Ne vem. To ti veš, to je, bom rekel, to je ta čar, ki ga čutimo pevci, ki je verjetno. Pa nekaj, kar je prirojeno, verjetno. Ja, to ti je dano, nek se da tudi naučiti, ampak veliko je dano. To so pač ti užitki. Boštjan, tudi ti se verjetno ne živiš od glasbe. Kaj še drugače počneš, oziroma, a še imaš kak drug hobi, ali je sam glasba tista? Ne, služba. Služba, družina. Super. In tako. Časa premalo zmerjen. Časa je zmerjen premalo, ne? Imaš veliko družino? Imam 3. No, to je super. 3, ja. Danes ima hčerka rojstni dan, tako da lepo pozdravljam. Ima 16 let. Krasno. To je ta srednji otrok. Imam sina pa 2 hčerki. 16 let? Ja. Urška, vse najboljše. A si pol jager, lovec?
Ne še. A še ne zunijo snupci pa to, ker ponovadi... Ne še. Ne še. Ponovadi je tako, da pol stopijo. No. Jaz upam, da bo najdla ta pravega, ne, ko bo časa, ne. Tudi jaz. Tudi jaz. Zdaj smo malo zašla, gremo zdaj do Davida, da kaj bolj pametnega vprašam. David? Poslušam to debato, zato imam tudi jaz 2 hčerke doma, pa da vidim, kaj me čaka, no, kako to gre bolj naprej. Ti še tudi nisi jager. Ne, gasilc pa jager še nisem. Gasilc pa jager še nisi. Tako, ja, še tu manjka, no, pa ne vem, če bi sploh dom še rabili. Pa bi bil pa skozi od doma ali pa v avtu. Ja. Kdo so torej vaši vzorniki v glasbenem smislu? Zdaj mi v bistvu največ delamo oziroma preigravamo skladbe Lojzeta Slaka. Zdaj tam se tudi, pač ker imamo tudi 5 vokalov, aranžmaji so tudi tako narejeni njihovi, sploh te starejše skladbe, ko so bile posnete, deva reči nekje do leta 80. Te nam ležijo kar vse po vrsti. No. Sicer zvenijo enostavno, kot smo že prej rekli, ampak je kar nekaj dela z njimi, ne gre tu kar vse od prve. Potem pa ti starejši ansambli, ne, se pravi od Franca Flereta, Nika Zajca in tako naprej. Te ansambli, ki so imeli v bistvu trio z diatonično harmoniko in z večglasnim petjem. Tako to so vaši vzorniki in... Seveda, mislim, zdaj vsak verjetno, če bi vprašali, ima svojega vzornika, ne. Tako kot imajo harmonikaše, pevci pač nekoga od pevcev. Ne. To so povprečno rečeno, se pravi, če neko povprečje, ti starejši ansambli z 3 glasni, oziroma z večglasnim petjem in s 3 instrumenti, se pravi z triom. Super. Prej sva se že menila v festivalu Vurberg, kjer ste bili zelo uspešni. Je to vaš največji uspeh, bi lahko rekli do zdaj, kot uspeh ansambla? Zdaj mi festivalu nismo vzeli zato, da bomo šli po nagrade, sicer je fajn, da nagrado dobiš, to treba priznati, to tako je. Ampak želeli, ker smo bili pač na razmerah nov ansambel, mi smo delovali slabo leto, takrat smo šli v bistvu se bolj pokazati, da nas vidijo tudi izven naših koncev, pa tisti, ki ne spremljajo družabnih omrežij in tako naprej. Tako da mi smo to vzeli bolj kot en izlet, smo se res fajn imeli, tako da smo letos bili spet na Vurbergu in smo se še enkrat imeli fajn. In vprašanje, če ne bomo tudi drugo leto, ne, tako bomo videli sproti, no, ne delamo nekih hudih planov. Sem pa v bistvu ponosen, pa tudi fantje, smo ponosni pa najbolj trenutno na, končali smo snemati CD in 2. decembra, se pravi čez slaba 2 meseca, pričakujemo izid prve naše zgoščenke. Krasno, to je pa krasna novica in verjetno čisto eno tako vznemirjenje ob prvem izdelku v taki skupini. To je kot prvi otrok, ne? Ja, sicer je malo več dela z njim kot s prvim otrokom, ampak občutek je pa zelo podoben. Ko delaš, je res manj dela. Tako, ja. Smo pa pri nas znani po koncertih. Že prvo leto smo imeli koncert in sicer Ko pride Miklavž, je naslov naših koncertov, ki se pač zdaj že 3. leto delajo. In na teh koncertih v bistvu so taki, mogoče malo drugačni koncerti, bolj na starinski način predstavljena glasba in sama tematika teh koncertov, tako da tudi 2. decembra letos ob izidu zgoščenke v športni dvorani Skala v Pivki pripravljamo tak velik koncert in se seveda pripravljamo in tudi nestrpno čakamo na ta dogodek. Super, jaz bom, če bo le čas prišel in tudi vse gledalke in gledalce vabima na vaš koncert. Slovenija je mala in tudi do Pivke je koliko, ura pa pol, pa smo tam. Urco pa pol pa ste tam, tako ja. In se bo splačalo iti, tako da. Se bo splačalo priti pogledati, imeli smo že 2 koncerta, sicer v manjših dvoranah, ampak potem so te dvorane, zdaj so nam ratale že v bistvu premale, tako da se selimo v večjo. In pa seveda pričakujemo pa tudi pomlad, ker tudi načrtujemo še kar serijo takih lepih koncertov, tako da delamo. Super. Čez 3 leta pa Stožice, je prav? Ja, zdaj ne vem. Nikoli ne veš. Čakam, da grejo Modrijani provati ozvočenje. Dobro, krasno, reč počakajmo, tako je na Modrijane. Ne gremo pa naprej, da se naši fantje malo v studiu spočijejo. Bomo slišali eno luštno skladbo, eno ljudsko skladbo Pod lipico zeleno in video spot. Pod lipico zeleno je dekle jokalo in fantu na prsih slonilo, da milo prosilo. Preljubiti moj
moj fantič, še en poljub mi daj. Ljubezen se naj nam povrne, kot bila je nekdaj. Ljubezen se naj nam povrne, kot bila je nekdaj. Storil in mož beseda vstal, da tebe nič več ne bom ljubil, bom rajši drugo zbral. Da tebe nič več ne bom ljubil, bom rajši drugo zbral. Obljube, ki si jih meni dal, le kje so zdaj tiste besede, ki si jih šepetal. Le kje so zdaj tiste besede, ki si jih šepetal. Pod Lipico zeleno, krasen, znan valček in krasna izvedba. Čestitke, David. Zdaj smo se malo spominjali, kako je potekalo snemanje. Menda je to bilo kar hudo dolgo snemanje. Ja, to je bil čisto naš čisto prvi videospot. Ja. Posneli smo ga pri našem Graščaku na dvorcu Turn, v Bitni pri Ilirski Bistrici. Je bilo kar zanimivo. Ja. V bistvu dolgo je bilo, snemali smo tisti večer 3 videospote. Potem smo pa porabili še, da smo se odpravili domov, pa še vsaj za 3 posnetke. Ja, čas si mora vzeti za dober izdelek, verjetno. Imeli smo potem še slikanje, sicer tistih slik nismo nikoli objavili, ampak ja, lepo je bilo. No. Super. Lepi spomini. Ste vedno tako lepo zrihtani na vsakem nastopu, ali se kdaj na takem privatnem nastopu pa odločite, da boste malo bolj kamoto oblečeni? Do zdaj je bil samo en nastop, ko smo bili malo bolj kamoto oblečeni, in sicer je bil za enega od naših prijateljev, pa se nismo počutili dobro. Ne. Tako da vedno, mislim, zdaj, če mi pridemo tukaj zdaj v enih takih čudnih kavbojkah, pa v ne vem kakšnih majicah, pa igramo pod Lipico zeleno, ne bomo boh ve kaj prepričljivi. Ne? Tako. Pa tudi taki možni smo, da nam ne paše zdaj, da bomo tle v takih opravah. Ne? Tako da se trudimo, da enega prijatelja imamo tudi z Hrvaške doma in smo se enkrat o tem pogovarjali, je rekel, smo muzika ono, pa tak miks, pa tak, je rekel, ljudi tudi gledajo. Ja. Tako da, če prevedem, ljudje tudi gledajo. Ne? Res tako da, vse mora biti, muzika in seveda tudi mora biti nekaj za pokazati. Neki zgled tudi, ne, tako. Tako je. Torej, prej smo že malo menila o teh modernejših ritmih zadnjih časov, mogoče ti mladi. Kaj praviš na to? Dejansko, da vi presegate na tisto, bom rekel, starejšo glasbo. Je prav, da je mešana glasbena scena, bom rekel temu. Mislim, meni je to čisto v redu in tudi tako mora biti. Mi smo tudi tu delali, najprej smo igrali, kot sem rekel, smo se učili ljudske, potem smo tudi z ansamblom Narcis, smo tudi ugotovili vse, katere molje, pa kakšne prijeme imamo na harmoniki. Ne? Jaz mislim, da tudi človek potem tudi malo dozori, pa ga drugačna glasba malo potegne, je pa vsekakor prav, da, ker zdaj smo res v zadnjih, ne vem, 20 let je res neverjeten preboj narodno-zabavne glasbe. In jaz mislim, da je to prav. Si pa ne predstavljam zdaj, da bi pa možakar prišel od 70 let pa začel neke hude ritme ven spuščati. Ne? Tako da predvidevam, da vsaj večino tistih, ki zdaj to glasbo izvajajo in jo dobro izvajajo, bodo tudi nekoč prišli na to, da jih bo verjetno vsaj en del potegnila tudi ta starejša
glasbo nazaj. Imaš kako priporočilo, glede na to, da si izkušen glasbeni maček za vse mlade muzikante, ki nas zdaj mogoče gledajo in še ne vejo, ali bi vstopili v glasbeni svet? V bistvu priporočilo je tako, ne? Zdaj mi smo že vse sort probali. Ne? Pri ansamblu je najbolj pomembno, da je družba ta prava. Da se ti poštekaš, da veš, kaj drugi misli, da se imaš fajn, da se sprostiš s tem. Tisto, če zna igrati, če zna malo igrati, je dobro, če zna malo boljše, še malo boljše, če pa ne zna, se bo pa navadil. Ampak tisto, da se pa ujame, pa ne tu samo ansambel, ampak kakršnakoli skupina, da se ljudje razumejo in da se imajo fajn. To je prvi pogoj, potem pa so vse nadaljne korake se sigurno da narediti naprej. Super si to povedal, ker ti poslušalcem in poslušalkam se ne da skriti, če si slabe volje in če nimaš iskreno rad te glasbe, verjetno se to ne da skriti in se pretvarjati na nastopih. Seveda, mislim, težko je, če bi bil ansambel sprt med sabo, pa priti na nastop, pa zdaj pričakovati ljudi, da bo ne vem kakšen učink. Ne bo. Samo po sebi se nič ne zgodi in tudi če so zadeve igrane, to se tudi opazi. Ne? Zato gledamo filme, drugače bi imeli filme doma. No, se jih imamo, ker pridemo po navadi, ampak pustimo to stati. Mora biti užitek, potem, če ti uživaš, bodo tudi drugi uživali, ko te poslušajo. V katerem filmu si govoril zdaj? Nekaj mi je znano to. A si ti v stranski vlogi, pa je žena v glavni? Prednost take oddaje je, da je voditelj tudi muzikant, ne? Tako da se samo pogledamo, pa vsi vemo, kaj mislimo. Ne? Zdaj to težko razložimo preko televizije. Okay. Bomo pa poskušali to razložiti tako, da po končanem nastopu tudi je ozvočenje za pospraviti, vemo, da je tu stvari za narediti. In če je slaba volja že na začetku nastopa, ne? Potem verjami, da vsi sam veš, da bo na koncu še več slabe volje, ne? In kar se tu večkrat ponavlja vsak teden, tu se v bistvu samo naklada in potem res ne gre in je škoda ustraja z nečim, kar ne gre. Ne? Tako da najprej užitek, uživanje, potem pa vse drugo gor. Super, gremo naprej k glasbi. Slišali bomo naslednjo polko in naslov te polke je vam seveda tudi zelo znan. Micka Kovačeva, pa jo ureš. Micka Kovačeva bila nič plačala, priuhapšel vsak hudič, plačal pa nič. Mam za me krigajo, očka me tepejo, jaz pa ne maram nič, pojem kot tič. Šajnalo proti Ljubljani. Micka Kovačeva bila nič plačala, priuhapšel vsak hudič, plačal pa nič. Prej pa ne gremo tam, da se bo delal dan, da se bo šajnalo proti Ljubljani. Še vedno spremljate oddajo Najvižja in še vedno sem v zelo dobri družbi samih odličnih muzikantov, pevcev, fantje, spločilen tabor so še vedno z nami in naši Jane se še vedno dobro počutijo, ne? Zmeraj boljše. Zmeraj boljše, okej. Zmeraj bolj domač si, tako bi rekel človeka, ne? Se navadiš na... Se prevajamo na studio,
Kako pa vam prija ta štajerski duh, mislim, luft po domačem Ne, povedano? smo navajeni. Smo večkrat gor, ja. Ste večkrat tule. Ja, kje so drugače, ja, se res večinoma špili? Kje se nakajate? Ma ne, špilje smo imeli tam največ po domačih krajih. Po domačih krajih. Pivka, Ampak seveda tudi- Ilirska Bistrica. Drugam je lepo prit, verjetno. Ja, tudi lepo. Vse pravimo Vorberg, pa smo bili Števarjan letos. Posod je lepo. So ti lepo doma je najlepše, ne? Ja. No, normalno. Se znajdemo mi posod. Če ni žene doma. Ne. Povej mi, kera je pa tista skladba, ki ne manjka na nobenem vašem nastopu? Mogoče, kera je vaša najljubša skladba, bi jo lahko izpostavil? Ali pa tvoja, če ne moreš vse povedati? Vsaka je posod lepa, kaj, ne vem. Ta prva, ko je naša, je tudi avtorska, je tudi lepa. Pogrešal te bom, prijatelj moj. Je taka, rekel se je kar dobro opremila, ne? To bomo slišali zdaj, in, ja, kar zdaj po pogovoru. In mi povej, ta skladba je posebej napisana za Ljudskega Godca. Za Tineta Leseka, ja. Tako. Ste ga poznali tudi osebno? Ne. Žal, ne. Videl sem ga parkrat tako živo, da bi osebno poznal, ga nisem. Verjetno imate pa radi njegovo glasbo. In, ne, je zelo dosti ima takih pesmi, ko so, ti grejo pod kožo, ne? Pod kožo, ja. Super, krasno. To bomo slišali torej zmagovalno skladbo Vorberga. Še imaš spomin, kako je bilo takrat na odru? Rekel si, da ste bili sproščeni in verjetno se je tudi to obrestovalo, da ste naredili dober nastop in da ste prepričali komisijo in širšo publiko. Ja, v bistvu to je bil prvi festival naš. Ja, mislim, sigurno, kot sem rekel, vse se mora poklopiti. Poklopi se dan, poklopi se nastop, poklopi se muzika, poklopi se petje, tako da to se nam je takrat poklopilo in seveda, potem je bilo tudi sicer nepričakovano, ker ti novejši ansambli, oziroma ne novejši, mlajši ansambli so zelo dobri. To ni zdaj, da boš kar ti prišel, pa bo kar avtomatsko to vse šlo samo od sebe. Ampak so praktično vsak ansambel, ko pride, mislim, tudi če je majhen fantak tam z eno harmoniko, to vse dela, to vse igra, to vse na nekem nivoju. Nihče se ne pride učiti na festival, ne. Tako da je v bistvu kar tak, ta prav zalogaj, tudi vsak festival in vsak nastop. Absolutno, da je, ampak tule pa zagotovo pride prav tistih več let izkušenj. Sigurno. Sigurno pač tako je, če več nastopaš, bolj se v bistvu hitro prilagajaš različnim situacijam, lahko tudi kaj ne dela, lahko se vse sorti zgodi, tehnika je tehnika. In pa pač verjetno, če bi imel prvi nastop pred 5000 ljudmi, vprašanje, če bi na drugega sploh šel, verjetno te bi bilo strah. Tako da te izkušnje vsekakor pridejo prav. Super, mi že komaj čakamo, da to skladbo slišimo tudi danes v našem studiu. Slišali bomo torej zmagovalno skladbo Vorberškega festivala. Fantje spod Šilentabra in skladba Pogrešal te bom, prijatelj moj. Na zemlji vsi popotniki smo dneve, tedne, leta, zdaj gladke ravne so poti, spet drugič težek spon. Se včasih jutra prebudi in sončen dan obita, a v neki knjigi je morda podoba zadnja štita. Si bremeno, si nas skrivaj s ponosnimi koraki, sa vrata za te nas težaj odprta so bila. Srce si nosim na prodaj, na melodiji vsaki, za manj harmonika zdaj to čaka te doma. Ogrižal te bom, prijatelj moj, tisti poznan nasmešek tvoj, dal si na ramo mi roko in si mi rekel, saj bo šlo. Ogrižal te bom, prijatelj moj, pesmih pa še si tu z menoj, glas izdaljal, zavedno z nami bo ostal.
me nosim na skrivaj s ponosnimi koraki. Za vrata za te na stežaj odprta so bila. Srce si nosil na prodaj, na melodiji vsaki. Za manj harmonika zdaj tvoja čaka te doma. Pogrešal te bom, prijatelj moj, tisti poznan nasmešek tvoj. Dal si na ramo mi roko in si mi rekel, saj bo šlo. Pogrešal te bom, prijatelj moj, pesmih pa šel si tu z menoj. Glas izdaljal, zavidno z nami bo ostal. Šel si tu z menoj, glas izdaljal, zavidno z nami bo ostal. Glas izdaljal, zavidno z nami bo ostal. Krasen valček, pogrešal te bom, prijatelj moj, in v dobri družbi 1 ura zelo hitro mine. A je tako, David? Drži. Drži, ko bi Tudi naš več šihto te hitro minila, ne? Ja, to bi bilo včasih zelo dobro. Ker smo že skoraj pri koncu, bi te še prosil, da bi nam izdaš torej, kakšni so še vaši cilji. Prej sva rekla 2. decembra v 2. Veselo. decembra v dvorani Skala v Pivki koncert. To se zdaj pripravljamo, izid CD-ja, to čakamo, potem pa za naprej tudi že neki pesmi, že neki pripravljamo. Vsekakor se bomo še naprej družili, če bomo pa zraven še igrali, bo pa sploh v redu. Super. Jaz sem zelo vesel, da ste prišli k nam, tudi na Štajersko. Hvala lepa za povabilo. Ja, si prej sta se menila z Janezom glede, kako se počutimo na Štajerskem. Že Štajerskih 7 so imeli pesem Štajerci in Primorka, ne? Tako da Štajerska pa Primorska je zmeram nekako funkcionirala dobro skupaj. Ne? Absolutno. Sam čez Ljubljano pa vselih moramo priti. Treba. Super, še enkrat hvala lepa vsem fantom za dobro družbo, varno pot domov. Hvala lepa za povabilo. Se vidimo. Če ne prej, bomo še nekaj povedali o vašem koncertu. Tik preden bo, da naši gledalci in gledalke ne pozabijo. Drugače pa, kaj ne rečem, prijeten večer še naprej. Enako. Hvala. Vam pa, spoštovane gledalke in gledalci, tudi hvala, da ste nas danes spremljali. Upam, da ste uživali tako kot jaz. Današnji večer je bil lep večer, večer lepega moškega in ubranega petja. In se gledamo naslednji četrtek. Za konec pa še ena vesela polka, samo pevci in goci. Lahko noč. Smo pevci in goci z primorskega doma, kjer pesem odmeva, kjer morje nam šumlja. Tam oljke cvetijo in rožmarin drhti in veter sprehaja prek belih sečeri. In veter sprehaja prek belih sečeri. Med
primorsko ogreje nam srci. Povsod pa prijazni ljudje prebivajo in soncu in morju pozdrav prepevajo. In soncu in morju pozdrav prepevajo. Smo pevci in godci z primorskega doma, prinašamo pesmi, ki vronami srca. Prinašamo pesmi, ki vronami srca.